Živa, danes bomo spet probavali eno čokoladno novost in sicer dajmo sprobati čokoladno Slovenijo. Kaj to je? Noter je 12 čokoladic za 12 različnih regij Slovenije in vsaka ima dodatek neke specifične začimbe nečesa, kar je specifično za tisto regijo. Pač, meni je to tako ful dober učni pripomoček, ampak obenem je pa tako res amazing darilo, ne? Najprej vam moram pokazati škatlico. Škatlica je amazing, glej tole, kako to lepo zgleda. Takole zlata, črna od strani, mislim, res premium feeling. Jaz bi to dala še posebej za darila, a ne? Sploh v primerih, ko naprimer, ne vem, na avion ne moreš nesti flaše vina, lahko pa neseš čokolado. A ne, pa tako, skoraj vsak ima rad čokolado. In se mi zdi en tak ful dober način, da predstaviš našo ful raznoliko državico čez čokolado. To je v bistvu projekt od mojačokolada.si in čokoladno Slovenijo lahko dobiš na chocolateslovenia.com, torej choco, latte, Slovenija, z i-jem, brez j-ja.com. Pride 24,90 pa brezplačno poštnino imaš, tako da pač jaz jih bom na zalogo vzela, pa jih imela skozi doma za takrat, ki jih rabim dati komu za darilo, a ne? Pa pejmo zdaj čez vsako posebej regijo, pa pokukajmo, kaj se skriva v spodaj. Lej, mečkam ti bom pokazala, tako jo dvigneš in pa v spodaj ima določene druge stvari, a veš. In gremo jih zdaj probati, zato ker jaz imam to čokolado že en cel teden doma in se ne moram več čakati, gremo probati. Ok, čokoladice so pripravljene, na zadnji strani mi piše, iz katerih regij so katere čokoladice in kaj imajo noter. Se pa gremo kar eno pa po eno, moj bog, tok dišijo. Chocolate Slovenija ti priporoča, da najprej povohaš vsako čokoladico, si jo pogledaš, kakšna je, kakšne oblike. Vse čokoladice so reliefne in se mi zdi to tok incredible, ker se dejansko vidi ta raznolikost Slovenije, kako imamo res ene gorate predele z ful špičastimi Alpami, po drugi strani imaš pa, ne vem, Panonsko nižino, ki je pa čist ravna, a ne? Tako da že z tega vidika se mi zdi ful zanimivo. Potem nadaljuješ s tem, da jo prelomiš in šele na koncu jo okusiš in si pogledaš res, kakšnega okusa je. Ok, kje bomo začeli? Dajmo začeti na Primorskem. Ne vem zakaj, jaz se počutim že tako pripravljeno na morje. Tako da na Primorskem imamo solni cvet. Oh my god! Tako sol pa čokolada, res ful dobro skupaj pašeta, a ne? Tako res ful dobro. Tako kar malo požgečka. Aha, to je bila obalno-kraška regija. To ni bila Primorska, ampak obalno-kraška. Ok, nadaljujemo naprej. Ok, nadaljujemo naprej z Goriško regijo. Goriška regija ima vrtnice noter. Lej, kakšno gorovje imamo tle. To je pa čist mehka. Tako, kakšen okus ima vrtnica? Ful je močna. Tako ful. Ko čez nos noter potegneš, jo zavohaš. Noro. Res sem bila tako malo skeptična, ok, kako lahko vrtenco okusaš, ampak res jo zavohaš jo čez usta, it's weird, ampak that's how it goes. Ok, nadaljujemo na Gorenjskem. Včasih sem živela na Gorenjskem, tako da vidimo, kaj so tukaj nam pripravili. Hruške. Mehka mlečna, pa suhe kandirane hruške. Te so malo težje za zgrist. Tako, kje se spomniš dati hruško v čokolado, ampak ko ti jo pa rata zgrist, pa je pa ta prava hruška. Pa je pa amazing ta prava hruška, a ne? Nadaljujemo s Primorsko-Notranjsko. Imamo sivko gor! Sivka je tako moja najljubša dišavnica, My god, to je močno. Pač tle gor so tako 4 cvetki sivke, a ne? Pa me je ful močno v nos zadela, ko sem jo probala. Ko si tako spet, kako pa lahko tako močen okus pa von, Ne vem, kaj so delali, ampak this is amazing. Čokolada s sivko. Tina, lej, čokolada s sivko. Osrednja Slovenska. Tle sem bila pa večino svojega življenja. Pa poglejmo, kaj pravijo za Ljubljano. Pehtran.
Pehtranova potica, tista potica, ki je moj brat rekel, jaz pa te potice s peteršilom že ne bom jedel. My god, how do you do that? Kako jim to rata? Ker si najprej tako, ok, načeloma ne voham nič, ampak jaz imam tako nasplošno dosti slab voh. In pol daš čokolado v usta in ti tako zadane okus in von in vse skupaj. Oh my god, tako res pehtran uno. Pehtran ubarale, zdaj grem pa po kozarc vode. Ok, nadaljujemo s sprednjo nogico kure in sicer z jugovzhodno regijo, ki ima ene ful zanimive rumene pikice gor. In sicer cvetni prah, med in čebelice. Tako rabi, 10 sekund rabi, da se ti raztopi na jeziku in pa imaš tako mavrico okusov noter. Ful so dobri cvetni prahki, taki medeki mali so. Mislim, niso medeki, ampak tako pač, če si kdaj probo kakšen pač cvetni prah kot dodatek k jedem, a ne? Točno tako je. Tako malo potravi okusa, veš, kaj je pač stravnikov, ne? Nadaljujemo z najmanjšim koščkom z zasavjem, ampak ima pa ta najmanjši košček največji kos sadja gor. In sicer jagode! Likvi ljubitko te jagode! Čisto je mehka! Čisto mehka bela čokolada. Ta jagoda je kar precej amazing. Ful dober, ej. Res uno, ki ni una umetna jagoda, ampak je res tista naravna slovenska jagoda, tako kot pri babici na vrtu dobiš, a veš. Nadaljujemo s posavsko regijo in orehi. Temna čokolada pa orehi, tole bo pa preklet dobro. Tle so dale res same najboljše sestavine noter, a ne, ker tole je tako, I'm utterly impressed, a ne. V savinjski regiji najdemo jabolko. Savinjska je še en ogromen košček. Spet taki veliki koščki. Pa ni umetan jabolk, to mi je najbolj všeč. Ker niso tako sestavine, ki so ful z umetnimi aromami polite, zato da dajo res ful močne okuse, ampak je pač navaden slovenski jabolk. Ko greš niti ne v trgovino, ampak ko greš na vrt, pa ga pobereš dol iz jabke, iz jablane, ki je malo obtovčen, ko pade na tla, ki ni perfektne oblike, ki je mogoče malo manjši, kot tudi v trgovini, ampak ima pa tako najboljši okus možno. Tis okus domačnosti, a veš? Ok, na Koroškem najdemo ocvrto čebulo. To bo tudi nekaj zanimivega. Lejo, ocvrta čebula. Kako dober! Kdo bi si mislil, da ocvrta čebula tako paše na čokolado? Pa čokolada, pa slana ocvrta čebula, ki ima tako malo, kot čips, malo na čips potegne. Sploh ne vem, kjer je moj najljubši košček, tale Koroška je zdaj kar visok prišla, a ne? Nisem pričakovala. Najbolj so mi take, ker niso pričakovane, ker si tako, ok, ocvrta čebula, what can go, mislim, kaj se lahko zgodi, a veš, pa si tako, wow, da. Ok, dve sta nam še ostale. In sicer imamo podravsko regijo in bučna semena. Roke gor, če obožuješ bučno olje in bi imel vse z bučnim oljem, a ne? Yes! Giant bučna semena tle gor. Kako dober! A veš, bučna semena ima en tak ful specifičen okus, a ne? In ponavadi so una, ki jih tako kupaš v trgovini, predpakirana so ful suha, te so pa taka res ogromna. Pa čist nič suha. Da je res tak poln okus, pa malo so slana. Tako da imaš spet to slano sladko, a veš? Noro, amazing, čist noro. In ostala nam je še ta zadnja regija, Pomurska, glava kure, tukaj pa najdemo konopljina semena. Jaz nimam pojma, kakšen okus naj bi to imel, enkrat sem pila neko konopljino olje za zdravje, ampak pustimo se presenetiti. Pa ta del je že čist tanak, veš, kot so same ravnine tam gorči, ne? Dejansko ima rahlo okus po konoplji. Pa še okus, ko ima konoplja, saj nek tak zelo specifičen, travnat, zelen okus. Ne von, pač ne smrdi kot folk, ki kadi travo, ampak pač kot konopljina semena. Ej, tudi to je tako noro, pa le kakšne mičke niso. Sploh jo v bistvu še nikoli nisem videla. A veš, zato pravim izobraževalni pripomoček.
ej, čist noro. Ta čokolada je amazing, res je narejena iz samih najboljših sestavin, ful so močni okusi na vsakem izmed teh regij. Obožujem jo, obožujem. Pejte si pogledat chocolateslovenia.com, imaš tam celo zgodbo napisano, vse natančno, zakaj katera sestavina na kateri regiji. V komentarje bi te pa prosila, če mi zapišeš, iz katere regije si, ampak na način, da mi zapišeš z sestavino, ki je na čokoladi. Torej, če si iz osrednje slovenske, napiš, hej, jaz pa prihajam iz dežele Pehtrana. Ne? Če si iz Pomurske, napiši, hej, jaz pa prihajam iz dežele z konopljimi semeni. Napišite mi to v komentarje, ker bi res ful rada vedela, od kje prihajate. In dajmo biti ponosni na to našo malo, izjemno raznoliko državico. Pa se vidimo kmalu v naslednjem videu. Čau!